Vrt zakoncev Čelan v Pragerskem je resda delo para, ki tudi poklicno ureja vrtove. A to je vendar njun družinski vrt. Nastajal je sproti, skladno željami in možnostmi. Očara številnimi lepimi drobnimi motivi, svojo uporabnostjo in nenazadnje številnimi majhnimi in včasih glasnimi sogovorniki iz bližnjega ribnika. Ko smo prišli na vrt družine Čelan, je naš pogovor skoraj preglasil zvok številnih žabic. Nikoli jih nismo prešteli, smo jih pa letos eno veliko vedro skupaj z mresti odnesli v pragerske ribnike, ker jih tam baje ni. Pri nas jih je bilo pa res že preveč in so bile skrajno že moteče, nismo se mogli niti več pogovarjati. Vedno pa jih obdržimo, da nam delajo družbo. Seveda smo tudi brez regljanja najprej opazili vabljiv naravni plavalni ribnik. Ponuja vse, kar spada k takemu načinu sprostitve, hkrati pa tudi premišljeno obsajen in vzorno negovan. Ta plavalni ribnik je neka osrednja točka, se mi zdi, na našem vrtu. Okrog njega je pol pač vse napleteno. Predtem je tu bil že prej tudi okrasni ribnik, ki smo ga potem v nekem trenutku samo poglobili, malo povečali, zdaj pa v njem tudi plavamo in nam pride še kako prav. 15 minut plavanja pa si kar nekako regeneriran in bi lahko še kaj naredil. Ja, naravni bazen, to pomeni, da se voda čisti po naravni poti, preko rastlin in pa preko filtrov. Ne uporabljamo nobene kemije. Rastline imamo tele čistilne, trs je najbolj čistilna rastlina, ob robu pa posadimo rastline, ki so bolj za okras. Filtri nam pa pomagajo pri mehanskem čiščenju in pa pri biološkem. Kaj se zgodi po zimi s tem bazenom? Po zimi, če je takšna zima, kot mora biti, zamrzne in je drsališče. Vesna in Bojan sta začela svoj vrt urejati, ko sta se preživljala s povsem drugačnim delom. Vesna je pred približno poldrugim desetletjem sodelovala na nekem tekmovanju v oblikovanju vrtov. Doseženo prvo mesto jo je opogumilo, da je pustila dotedanje delo in začela z urejanjem vrtov. Bojan se ji je kmalu pridružil in odtlej sta se posvetila naravnim plavalnim bazenom. Vesna načrtuje, Bojan pa s pomočnikom izvaja dela na terenu. Izbor rastlin na njunem vrtu ne ponuja posebnih redkosti, temveč prave rastline na pravih mestih. Kotički za posedanje nudijo prizore, v katerih se povezujejo rastline s preprostimi dodatki. Prav vse, kar na našem vrtu vidite, sva midva naredila sama. Mogoče ne čist prav sama, ampak povsod so bile najine roke zraven. Pomagali so nama prijatelji, tudi sorodniki. In na tak način je postopoma naš vrt nastajal. Najprej pa senčnica, zato ker je bil naš vrt povsem osončen. Tudi terasa je strašno sončna, celo popoldne potem pripeka sonce. Zato smo tudi s temi belimi zavesami nekako skušali si pomagati. Ko začne pripekati, jih zagrnemo in not v hiši nam prav krasno hladno ostaja, tako da tudi klime ni treba prižigati. Namesto da bi vrt natlačila s številnimi rastlinami, ki so jima pri srcu, sta mnoge sezonske in trajne okrasne rastline posadila v lonce. Večina teh rastlin uživa v sončni pripeki. Na vrtu je precej drevnine. Najbolj izstopa javor, pod katerim Čelanovi radi posedajo. Pri nas je bel vrt. Z enimi rahlimi odstopanji so doma bele in pa rožnata vrtnica New Down, ker je tako strašno hvaležna in meni silno draga. Čeprav ne moremo reči, da na tem vrtu ni cvetja, ga je glede na število in velikost rastlin vendarle manj, kot bi ga lahko bilo. Veliko je trajnic, ki prinašajo lepoto na vrt s svojimi zanimivimi listi, kot so hoste, iskrivke, trave in drugo. Tako pogled pritegne škrlatnolistni bezeg na zadnji gredi v kotu vrta, ki je od pomladi do jeseni osrednji fokus tega kotička. Ja, meni se zdi, da ni treba vedno s cvetjem povedati vse, kar si želiš. Jaz sem izbrala belo cvetoče rastline in grmovnice, nekaj takih, ki cvetijo drugačne barve, predvsem rožnato ali pa bordo rdeče, skoraj črno, in to je vsa barvna paleta, ki je na našem vrtu. Z izjemo oblike plavalnega ribnika, na vrtu ni videti ravnih linij in pravilnih oblik.
Leta 2009 smo se mi potepali po Franciji. Ko smo majčkeno zašli, smo naleteli na eno krasno zeleno steno in od takrat sem si jaz želela, da bi to imeli tudi doma. Na vrtu družine Čelan pa ni le zelena stena, ampak tudi zelena streha. Bolje rečeno, strehica. Ja, to je hiška za naše vnukinje, narejena je iz starih palet. Zgoraj je normalna streha, na to ploščo je položena hidroizolacija, je narejena streha iz tetrapakov od mleka. Te tetrapake smo kar eno leto zbirala, vrh smo odrezali in potem smo posadili rastline v te tetrapake. Še eno posebnost sem si zapomnil, ograja je nekaj posebnega, ni običajna lesa, ni običajen plot. Pri nas strašno piha in da bi se zaščitili pred temi vetrovi, smo že v začetku posadili smreke. In pol smo se nekaj potepali po hosti, ko jaz zagledam ta debla, ki jih dejansko nihče ne mara, že vsa obrasla z mahom in se mi je zdela krasna rešitev. Kljub Vesninim izkušnjam in poznavanju rastlin pa ni zanesljivo, da bodo vse rastline na vrtu tudi v prihodnosti rasle tam, kjer so zdaj. Sem se pa naučila, da po vrtu mora potovati oko, da ne sme biti vse v eni liniji. Če želimo, da je zanimivo, potem se mora tudi po višini nekaj dogajati. Mogoče tudi preveč kompliciram, ampak velikokrat so te naše rastline bile presajene v želji, da bi našle neko popolno mesto, kjer bi se lahko vsaka za sebe nekako pokazala v najlepši luči.